Lep pozdrav, dragi gledalke, cenjeni gledalci iz deževnih Domžal. Vse popoldne že močno dežuje, v pričakovanju pa nadaljevanja državnega nogometnega prvenstva, začetek pomladanskega dela, 17 kol še do konca. Gneča v kanskem prostoru, Ibričić se je tokrat odločil za kratko podajo in ne za dolgo v kazenski prostor, pa Husmani, ki lahko streljal daleč. Husmani je poskušal in zadev. Žoga se je vmes tudi odbila in Domžale vodijo z 1:0. Husmani je imel veliko prostora, lepo izpeljan kot Domžal uigrana akcija. Ja, govorila so o teh streljih, Husmani se je odločil za takšnega. Žoga je zadela enega izmed igralcev. Prežal je na napako Kronaveter, pa zdaj le netočna podaja Sorčana, odpira možnost Krecu, 1:1. Ja. Še en strelo daleč, takoj nekaj prostora in izenačenje. Ampak vse se je začelo spet s podajo vratarju. S podajo vratarju, ki je na tem igrišču nedvomno prepovedana. Čeprav bodo zdaj spet nekako je krivica na Sorčanu, ki je podal tole podajo. V kanskem prostoru je Gneča, žoga pa prihaja v kanski prostor in tole bo najstrožja kazen. Ja, dobro, najstrožja kazen, Žinić je zdajle priboril tole najstrožjo kazen v 23. minuti. Kolmanič je bil ob njem. Ne izpušča iz rok. Senijad Ibričić ali Bejuk, poglejmo tole in zadetek. Ibričić zanesljivo. V temle blatu pred vratarjem. Vratar Juk pravzaprav kaj dosti možnosti ni imel. Omenili smo Vilerja, ki je dolga leta. Dobra žoga. Tole zdaj priložnost za Svetlina. Sam gre proti vratom, sam proti vratom Maribora. Žoga se zaustavlja pred vrati, na koncu je končala v mreži, pa ni zadetka, kajti Juk je že prej zapiskal. Zadetek. Vendarle zadetek, tako je. Kolobarič je vendarle strelec 3:1. Ja, tamle je nekaj... Ja, tukaj je v kazenskem prostoru, ampak vendarle, ja. Koblar je neposrečeno posredoval pravzaprav izbijanje z levo nogo na gol črti. Tukaj se že videla, da je žoga zelo nevarna. Poskusi enih in drugih se nekako zdaj končujejo že pred kazenskim prostorom, morda pa bo zdaj le drugače. Senijad Ibričić je v kazenskem prostoru, Ibričić je streljal mimo vrat. Mariborčanov v in tik pred svojim kazenskim prostorom, morda pa zdaj le Matko. Lepo se vključuje Kronaveter, Matko ga je videl. Kronaveter prepustil je žogo Kolmaniču, Kolmanič se je odločil za strel. Tudi tale igralec, ki zdaj prodira, Rudi Požek-Vancaš, je povezan. Poglejmo zdaj to akcijo. Kolmanič v sredino, žoga je končala v mreži. Mariborčani so znižali rezultat na 3:2. Takoj po menjavah in to seveda napoveduje še vroče nadaljevanje tekme. 3:2. Maribor je ta zadetek zaslužil nedvomno s tem, kar je v drugem polčasu prikazal. In pravzaprav so ga dosegli v idealnem trenutku. Suverene Domžale lahko rečemo v trenutkih, ko visijo najbolj v današnjem srečanju. Kolmanič, na koncu je tole podaja, še en strel in še enkrat žoga v mreži. Zdaj je žoga ušla iz rok Grege Sorčana, 3:3. Mislim, da je znova Krecu strelec. Kar nekaj napak smo videli na tej tekmi, na eni in zdaj tudi na drugi strani. Spolzela je žoga iz rok Grege Sorčana. Poglejmo. Kakšne napake vratarjev, igralcev. Ja, po poteku dogodkov, po vodstvu 3:1 in nekako, ko držiš kontrolo na dogajanji, se ti zgodijo take napake in ostaneš brez vseh 3 točk. Sigurno, da ni ugodno, ampak to je nogomet in nimamo kaj, gremo naprej, čaka nas naslednja tekma že v nedeljo. Guarda, sono contento anche se avessimo perso, perché avere una squadra che ha una reazione di questo tipo, io vado a dormire tranquillo, sono molto felice di questo e quindi peccato per il primo tempo, ma mi è piaciuta la reazione.